Konec januarja je v prostorih Društva gluhih in naglušnih Ljubljana potekala podelitev nagrad športnikom leta 2024. Nagrade so bile podeljene najboljšim posameznikom in ekipam, ki so v preteklem letu s svojim trudom, predanostjo in nadarjenostjo pustili pečat v športu in navdahnili ljudi. Prav ti športni in osebni uspehi dokazujejo, da šport ne pozna meja. Nagrade v kategoriji posamezno sta prejela Antonija Brumen in Klemen Žnidar, ki sta odlična tekmovalca v svojih disciplinah. Antonija si je s fantastičnimi nastopi v balinanju prislužila prvo mesto na državnem prvenstvu v Trbovljah in drugo mesto ekipno v Izoli. Klemen Žnidar pa je blestel v bowlingu, kjer je osvojil tretje mesto v dvojicah in posamezno, ter v pikadu, v katerem je postal državni prvak. V bowlingu, tako v dvojicah kot posamezno, sem osvojil tretje mesto. V pikadu pa sem z ekipo v Ljubljani dosegel prvo mesto. Skupno sem zbral največ točk in prejel pokal. Zdaj sem že drugič prejel nagrado. Pred 2 letoma sem osvojil prvo mesto ekipno v ribolovu, ki je potekal v Celju, vendar takrat nisem prejel nagrade, ker sem zbral premalo točk. Zelo sem bil vesel, saj je pokal lep in predstavlja lep spomin. Letošnja podelitev nagrad za ekipne dosežke je prinesla tudi pomemben mejnik, saj jo je tokrat dobila tudi ženska ekipa. Nagrado za ekipni uspeh pri moških so prejeli Klemen Žnidar, Gabor Rupnik, Milan Kralj in Josip Penava, ki so skupaj osvojili prvo mesto na državnem prvenstvu v pikadu. Nagrado sta prejeli tudi Anica Planko in Renata Kernjak za osvojeno prvo mesto v pikadu v Mariboru. Trenirala sem pikado in šlo mi je dobro, dosegala sem dobre rezultate. Odločila sem se, da bom šla v Maribor. Mislila sem, da tekmovanje poteka v dvojicah, vendar se je izkazalo, da bi morale biti 4, česar nisem pričakovala in naju je malce zmedlo. Presenečena sem, da sva osvojili nagrado za pikado. Še naprej se bova trudili. Zelo sem vesela, da lahko treniram pikado v prostorih društva in se bova še naprej trudili, da bova dosegali boljše rezultate. Razmišljam pozitivno. Nagrado za športnika leta 2024 je prejel tudi Benjamin Krajačič, saj je lani s španskim klubom CDS Huelva osvojil prvo mesto v futsalu v kategoriji U21 na tekmovanju Deaf Champions League DCL, ki je potekalo od 10. do 12. oktobra v portugalskem mestu Almada. Njegova športna pot je zgodba o vztrajnosti in predanosti. Povedal nam je, kako se je začela njegova pot v Huelvo. Šel sem na tabor DCL, ki je bil namenjen nogometu. Tabor je trajal 1 teden in tam so opazili mojo dobro igro in ponudili so mi, da bi igral zanje. In potem je res kmalu z mano stopil v stik neki trener iz Huelve, da bi igral zanje. Sprejel sem in kmalu so mi posredovali vse podatke. Ko je bil datum že znan, sem 1 teden pred začetkom turnirja odletel k njim, da smo lahko skupaj trenirali in se učili tehnik. In potem je bil čas za tekmo. Razlika med Slovenijo in Huelvo je velika. Tukaj igrajo bolj osnovno, medtem ko so v Huelvi bolj taktični in kompleksni. Nisem si mislil, da bom prejel nagrado, samo prišel sem. Ko sem jo prejel, je bilo to zelo lepo. Nagrade sem bil res vesel, saj je to zame uspeh. Izbira športnika leta se gleda na 1 leto. Prej sem delal napako, da sem spraševal druge, koga izbrati. Z upravnim odborom smo ugotovili in sklenili sklep.
Tisti, ki je največ dosegel, naprimer v bowlingu, futsalu, ribolovu in tako naprej. V vsakem športu prva 3 mesta prinesejo točke. Prvo mesto 100 točk, drugo mesto 80 točk. To velja za državna prvenstva, tista regijska pa imajo manj točk, vendar še vedno isto število točk. 80, 60, 50. Tako se točke hitro seštejejo, nato pa damo predlog upravnemu odboru. Ko ga odobrijo, sledi podelitev nagrad najboljšim. Zgodi se tudi, da član odpotuje v tujino in doseže zelo dobre rezultate. Tudi taki so izbrani. Kar se tiče športa, si želim predvsem, da bi bili vsi zdravi, aktivni v športu in družbi, da bi bili v stikih drug z drugim. V športu je to glavno. Za gluhe je šport najbolj pomemben, ker sem ugotovil, da jih šport tudi vključuje v družbo. Enako velja tudi za druge dogodke, kot je kultura, ampak šport je bolj aktiven za zdravje. Želim si tudi privabiti mlade, da lahko razširimo šport v našem društvu. Naša zveza, naša spletna TV, posname dogajanje in ljudje to vidijo. To je dobra spodbuda za nas, saj ko nas vidijo, vemo, da se moramo naslednjič še bolj potruditi, da bomo boljši. To je ta cilj. Po podelitvi nagrad športnikom leta je Gorazd Orešnik, predsednik DGN Ljubljana, izpostavil ključne cilje za prihodnost. Poudaril je pomen zdravja, aktivnega življenja in povezanosti v športu med gluhimi, kjer šport igra ključno vlogo pri vključevanju v družbo. Z željo po širjenju športa je izrazil upanje, da bi se v prihodnosti v društvu še več mladih udeleževalo različnih športov, kar bi pripomoglo k večjemu številu igralcev in večji kakovosti. Kar se tiče športa v letu 2024, smo imeli futsal, odbojko na mivki in odbojko, ki so tekmovanja odpovedali. Ravno v teh športih je bilo največ mladih. Odpadla so, ker nekateri niso imeli ekipe, nekatera društva se niso prijavila. Edino mi smo imeli ekipo. Želim si, da bi čim več mladih bolj hodilo v naše društvo in druga društva, da bo lahko več igralcev, tekem, državnih prvenstev in da bodo vsi lahko boljši. Pred kratkim je bilo svetovno prvenstvo v košarki 3x3. Tudi futsalska ekipa kmalu odhaja na evropsko prvenstvo in tako naprej. In treba je spodbujati. Vabljeni vsi, da pridete. Po podelitvi nagrad so se športniki in člani društva zbrali, da so dosežke proslavili. Velik poudarek je bil na spodbujanju mladih, naj se pridružijo športu in tako širijo športnega duha in športno skupnost, ter seveda na predajanju dragocenih izkušenj in znanja starejših mlajšim.